V Radovljici kar že precej let vsako leto pripravijo festival čokolade in glede na povpraševanje se je Nataša Mikl odločila, da sama s svojo družino odpre radolško čokoladnico. Pa poglejmo, kakšne okuse so pripravili. Pozdravljena, je dolgo časa tlela želja, da bi odprla svojo familijo čokoladnico v Radovljici? Ja, lahko rečem, da pač ta odločitev ni prišla čez noč. Seveda sem bila toliko vpeta v festival čokolade in res non-stop razmišljala o čokoladi, da je potem počasi prišla tudi ta ideja in seveda hkrati tudi odločitev. Je bilo veliko povpraševanja po čokoladnici od samih turistov, gostov, ki so obiskovali Linhartovo Radovljico? Ja, v bistvu Radovljica je gradila svojo zgodbo na pristno sladki temi, kot je med in tudi čokolada, posledično zaradi festivala čokolade. In ja, v bistvu jaz sem se vedno nekako čudila, da nihče ni te priložnosti izkoristil in v Radovljici odprl čokoladnico. Vabili smo tudi čokoladnice, ki so sodelovali na našem festivalu, da pač odprejo v Radovljici eno tako zgodbo začnejo. Ampak zanimanja ni bilo, največkrat je bil argument, da je Radovljica premajhno mesto, da je tukaj kupna moč ni velika in da se to ne bo izplačalo. Ampak jaz verjamem, da je Radovljica lahko res razvija to sladko zgodbo. Verjamem v Radovljico, mislim, da so temelji turizma postavljeni tako, kot je treba in ta odločitev je prišla in jaz sem vesela, glede na obisk, ki smo ga imeli pretekli teden, sem vesela, da sem se za to odločila in ja, da pač to pristno sladko Radovljico nadgradimo. No, pristno sladko Radovljico nadgradite in kakšni so okusi, so slastni, ki jih imate oziroma jih ponujate gostom, obiskovalcem? Ja, naša zgodba čokolade temelji res na kvaliteti. Odločili smo se, da imamo čokolado tudi z geografskim poreklom. To pomeni, da prihajajo kakavova zrna v našem primeru iz regije St. Martin, iz Peruja, da je ta čokolada fair trade, da ima vse potrebne certifikate tudi za zaščito deževnega gozda. To čokolado kupujemo od italijanskega podjetja ICAM. Ta čokolada nam je bila po okusu najboljša. To je naša osnova za izdelavo različnih čokoladnih izdelkov. Imamo namaze, čokoladice in seveda čokoladne pralineje na način, da si res lahko vsak obiskovalec ali pa kupec pri nas izbere tisti svoj okus. Imamo približno 35 različnih vrst pralinejev, od sadnih okusov do oreščkastih okusov, do raznih različnih oblik, tudi različnih tehnik izdelave, tako da jaz mislim, da tukaj res lahko vsak najde nekaj zase. In kakšne so povratne informacije v teh 14 dneh, ko je ta čokoladnica zagledala luč sveta? Ja, odzivi so fantastični. Jaz sem res vesela, da so domačini podprli to zgodbo in tudi turisti, ki jih je bilo pač pretekli teden posledično zaradi počitnic kar precej. Tako da, ja, odzivi so fantastični in jaz upam, da bomo naredili tukaj res eno čokoladno, sladko, pristno zgodbo. Hvala za pogovor in uspešno pot naprej, tako kot v turizmu, tudi v čokoladnici, radolški čokoladnici, kot ste jo poimenovali. Ja, hvala lepa.